Izraz shooting brake izvira tam iz konca 19. stoletja, poimenoval pa je nekoliko večjo kočijo, na kateri so bili običajno lovci s svojim orožjem, ki so se potem tudi peljali na lov za divjadjo. Se veste, shooting. Pav, pav. No, 100 in nekaj let pozneje si je termin izposodil avtomobilizem, shooting braki pa so običajno kar dragi. Jasno, če pa izgledajo takole. Ampak zdaj si končen enega lahko tudi privoščite. Čeprav ima 5 vrat, ne 3. Tada! Vidite, ProSeat ni več 3-vratni hatchback, ampak tole. Vidite, kako lepo pada zadek? No in še vedno je obdržal funkcionalnost karavana, samo 31 litrov ima prtljažnik manj od tistega, v bistvu samo 6 manj od 600 in to je ogromno. Dno je kar visoko, to pa zato, ker je tukaj spodaj 6 predalčkov. Če bi izbiral, sam bi najbrž raje imel več prostora že tako ali tako in pač nižje dno, ampak komu bo pa prišlo prav za drobnarije v ostale dodaten prostor. Oblika bo tista, ki bo prodajala ta avto. V bistvu smo karavanu in navadnemu do sedaj zamerili samo to, da preveč dolgočasno izgledate in očitno tega problema ni več. In po drugi strani je tole tudi eden redkih tako zanimivih avtomobilov, ki ohranja še praktičnost. Cel kup črnih dodatkov, plavut morskega psa, ki sicer plava v napačno smer, privlačen bok, zelo Porschejeva zadnja luč, v bistvu cel zadek zelo spominja na Panamero. Vse to so sestavine za fajn recept. In od karavana je tudi daljši za 5 mm, dosti nižji, tako da ga boste že nadaleč prepoznali. Znotraj je klasičen sit, le da je več svetleče črne plastike in pa tale pokrov, ki je v bistvu zelo prijeten za odpirati. Bi si mislil, da bo zadaj manj prostora za glavo zaradi spuščajoče strehe, pa ga v bistvu ni. No sej, ne da imam jaz kdaj s tem problem. Za noge pa je prostora povprečno, bi rekel, da enako kot pri ostalih dveh. Od bencinarjev imate na voljo 3 motorje. Tale je 1,4 litrski in v sredini ponudbe smo ga v navadnem Seatu zelo hvalili, ker nam je bil bistveno bolj všeč od zaspanega litrskega trivaljnika. Tudi v ProSeatu se dobro obnese, če se vam bo zdelo, da takšna oblika zahteva več moči kot 140 konjičkov, pa imate na voljo še 1,6 litrski motor z 204 konji. Tisti ProSeat je zato GT in ne GT Line kot tale. Ostalih oprem ni, je vse skupaj zelo preprosto, kar je fajn. Ker je napram klasičnima Seatoma tale malenkost spuščen, je tudi težišče nižje in občutek v zavoju zato drugačen. Ko se boste brzdali, bo krasen potovalnik, se mi zdi izolacija celo boljša, motorja praktično ne slišim, če ga nočem, podvozje pa je ravno prav mehko, da lepo požira luknje, obenem pa se ne nagiba preveč. Samo pri tem ročnem menjalniku mi nekaj najeda. Verjetno to, da so hodi ročice še vedno predolgi in da nima rad posebej hitrega prestavljanja. Sicer je pa skupaj s tem super volanom vozna izkušnja zelo dobra, tudi zaradi neodvisnega vzmetenja na vseh 4 kolesih. V bistvu novi ProSeat nima konkurence. Za 24,5 € podobnega avta ni in z njim Kia orje ledino. In tega pa že dolgo nisem rekel. V bistvu so z njim zadeli žebljico na glavico.